Punce, čau! Dobrodošli v novem videu in kot lahko že iz naslova prebereš, danes sledi Questions and Answers, se pravi iz Snapchata. V prejšnjem videu sem vam rekla, da mi lahko postavite vprašanja in kar nekaj se vas je odzvan, tako da gremo na vprašanje številka 1. Jaz bi te vprašala, vprašanja, ker si rekla nekaj. Prvo, kateri je tvoj najljubši letni čas, kaj imaš rada najrajši tako za hrano? Pol, katera je tvoja najljubša glasba? Kdaj imaš rojstni dan? Jaz ne gledam tukaj tebe zaradi tega, kakšnih stvari tudi ne vem, tako da ja, pa stil. Ok, tole je bila Sara Gorjanc. Hvala za tvoje vprašanja. Bom seveda z veseljem odgovorila na njih, da me seveda mečkam boljš spoznate in spoznaš. Torej, kateri je moj najljubši letni čas, je bilo prvo vprašanje. Definitivno je moj najljubši letni čas poletje, ker me ne zebe. Ker jaz sem ful zmrzljiva oseba, ves čas me zebe in se mi zdi, da sem pomladi poleti čist druga. Vesela, razpoložena za vse, ker drugače sem cel čas zmrznjena in v krču. In ja, definitivno je poletje moj najljubši letni čas. Potem, kaj najrajši jem, je bilo drugo vprašanje. Jaz imam eno grozno razvado in sicer obožujem hitro hrano. Hvala Bogu se mi zaenkrat to še ne pozna toliko. Trkam na les, ampak ja, obožujem pico, obožujem pomfri, obožujem čips. Vem, da ni zdravo, ampak jaz to obožujem. Ok, potem naslednje vprašanje je bilo, katera je moja najljubša glasba. Zadnje čase obožujem balade. Ful so mi všeč, recimo Severine, Kaos si ves čas vrtim, pa potem kakšen Oliver Dragojevič, Toni Cetinski, na drugi strani pa valjda tudi kakšne komercialne dobre, da se lahko fajn zažura. V bistvu nimam omejitev, karkoli mi je všeč, kakšen dober komad, tudi recimo Modrijani, moja mi je top, tako da v bistvu vse sem, da je komad dober, tako bi bil najbolj točno vprašanje. Ok, potem, kdaj imaš rojstni dan? Rojstni dan imam čez par dni, se pravi 11. april, čez dober teden. Potem naslednje vprašanje pa stil, da bi rada videla kaj več o mojem stilu. V bistvu je tako, najbolj všeč mi je kakšna res lepa srajčka, ker si v bistvu takoj hitro urejena, praktično imaš lahko za službo, šolo, tako da srajčke, potem kot sem že v enem videu povedala, obožujem torbice, kakšen lep nakit, poleti pa prisegam na lepe oblekce vseh barv, vseh oblik, tako da oblekce so zakon. Ok, to mislim, da so bila vsa vprašanja od Sare in gremo na naslednjega. Lučka, ful hvala, mi res ogromno pomeni, dejansko vsaka, ki se potrudi, ki mi napiše lepo besedo, mene to toliko sreč, dejansko vam ne znam povedati, tako da res hvala za vse lepe besede in seveda tudi teb, Lučka. Hej Eva, jaz sem Barbara in me zanima, kdaj si se začela ličiti, pa kako skrbi za svoje lase. Barbara, hvala za tvoje vprašanje. By the way, ful lepa majčka, všeč so mi teli tvoji vzorčki. Torej, kdaj si se začela ličiti, je bilo prvo vprašanje. Prav spomnim se, v bistvu začela sem se ličiti oziroma spoznavati z ličili v 9. razredu in sicer sem si vsak petek svoje trepalnice namazala z maskaro. Ne vem zakaj, v bistvu verjetno zato, ker je bil petek in smo šli po koncu pouka vedno na kakšno pijačo ali sladoled in meni se je zdelo tako zanimivo, bom si svoje trepalnice namazala z maskaro in sem dejansko komi čakala, potem nekje redno pa v srednji šoli. Takrat je bilo nekako moderno eyeliner, tako da sem si vedno delala eyeliner črto, trepalnice, šmink nisem uporabljala, za šminke sem se pol navdušila, pa pudrala se tudi nisem kar nekaj časa, no, tako da ja, vse je šlo lepo postopoma. Potem navdušila sem se pa v bistvu, ko sem začela svojo prvo oddajo voditi, tam sem pa imela prav svojo vizažistko in ko sem jaz zagledala vsa ta njena ličila, sem rekla wow in jo sem ves čas spraševala in od takrat ne morem brez make-upa. Potem pa, kako skrbiš za svoje lase?
Ok, zadnje čase uporabljam en super šampon in balzam, lahko ti ga pokažem. Evo, tale šampon in balzam od dvorca Trebnik. Tale šampon je za normalne lase z vonjem sivke in sicer piše negovalni šampon za normalne lase, vsebuje izvlečke sivke, pšeničnih proteinov in vitamin B. Tale balzam pa je za lase, torej od argana in jojobe, hranljivi balzam za lase, obogaten z organskim arganovim in jojobinim oljem. Zakon sta, dejansko, ko sem si prvič umila lase, oziroma sem se šamponirala s tem šamponom, se moji lase niso toliko penali in sem mislila, tole pa ne vem, če bo šlo čez, ampak dejansko na koncu bili moji lase toliko mehki, tako da jaz se od teh dveh produktov ne ločam. Bom pustila povezavo, ki sem jo dobila tudi spodaj. Svoje konice las pa rada razvajam s celim kokosovim oljem. Tale je bio, 100% hladno stiskano deviško olje, ful lepo diši, res noro. In to torej za svoje konice, da jih tako pocrklam in dodatno nahranim. Ok, Petra legenda, verjamem, da si. Katera maskara je najboljša? Ok, moja najljubša maskara je L'Oreal Telescopic maskara. Meni je ful dobra, moje trepalnice naredi ful goste, polne. In v bistvu rada potem svoje trepalnice razčešam še s tole Max Factorjevo, ko je prazna. In to je zame nekako popolna kombinacija za dolge, lepe trepalnice. Mora biti pa torej tale prazna, da jih potem tako lepo razčeše. Hvala, Tjaša, za tvoje vprašanja. Torej, koliko si stara? Stara sem 24 let, kot rečeno, pa imam čez en teden rojstni dan in bom torej stara 25. Potem si edinka. Ne! V bistvu je tako, da imam jaz še 3 sestre in jaz sem najmlajša izmed 4 sestric. In ja, 4 smo bile, plus mami 5 in vsak je vedno rekel, kadar je izvedel, joj, bogi oči. Je bil sicer kar malo bogi, no, 5 bab pri hiši je ful, ampak se vse ful dobro razumemo. V bistvu smo vse ful skupaj, najstarejša je od mene starejša 7 let, potem ta druga po vrsti 3 leta, potem ta naslednja pa 2, tako da smo res ful skupaj in svaka čast moji mami. Potem, kje živiš? Sem iz Ljubljane, torej Ljubljančanka že od vedno, torej že ko sem bila majhna. Potem imaš rada otroke. Ja, obožujem otroke, res jih imam rada. Jaz imam v bistvu enega nečakca, ker sem dobesedno zaljubljena v njega in zdaj pričakujemo še nečakinjo, Mijo, tako da se res veselim. V bistvu pa ja, otroke, v bistvu čez dali bolj. Lahko sam hitro delim z vami eno izkušnjo, ki se mi je zgodila. Prejšnji teden sem delala na avtosejmu in ful je bilo ljudi, naenkrat pa pride mamica s trojčki. 2 fantka, 1 punčka, vsi blondinčki, majhni luškani, jaz se dobesedno nisem mogla odcepati od njih in sem to punčko kar dvigala, nesla jo, božala, tako da ja, obožujem otroke, ful jih imam rada in ja, zaljubljena sem v njih, ker so res toliko super in mogoče malo komaj čakam, da bom imela svoje. Potem gledaš Usodno vino, to je bilo tvoje zadnje vprašanje. V bistvu sem si ga parkrat ogledala, ampak dejansko je tako, da je moja služba večerna in sploh niti nimam časa, da bi gledala zvečer televizijo. Sem pa že ful velikrat rekla, da moram pogledati to serijo, ker jo toliko hvalijo, tako da zaenkrat ne, jo imam pa v namenu enkrat pogledati, ker valjda je treba podpirati slovensko produkcijo. Ok, Larisa me je vprašala, kje si kupuješ šminke. Vesela bi bila, če vprašanje dodaš na tvoj video, vsak nov video gledam in seveda lajkam. Joj, Larisa, hvala, ful mi pomeni, kakor sem že rekla, tako da ful hvala za tvoje lepe besede. Zdaj pa k vprašanju, dejansko šminke kupujem povsod, kjer sem mi všeč, nimam nekih omejitev od Golden Rose, tale nova trgovina, oziroma zdaj že en leta štantak pri nas v Ljubljani. Potem, evo, se lahko pogledamo, imam jih od Essence, od Meka, od Trended Up do Rimmel, potem se najde valjda od Kika, tako da res nimam nekih omejitev, kar mi je všeč, ponavadi pol kupam.
Nina, tebe pa zanima, kateri je moj najljubši youtuber oziroma youtuberka. Moja najljubša youtuberka je Carly Bible, ful super oseba, poleg tega, da je ženska neverjetno lepa, ima tudi tako osebnost, da je premal takih. Dejansko je ena izmed redkih, oziroma ena izmed redkih youtuberk, kot jaz poznam, da je svojo slavo izkoristila za to, da pomaga drugim. Zdaj, ne vem, a ste zasledili ali ne, je izdelala take majhne zapestnice, da bi pomagala otrokom, ženskam se šolati. In je na ta način zbrala 100.000 evrov, da jim pomaga, jih pošle v šolo, tako da obožujem jo tudi zaradi njene osebnosti in valjda, ker je tukaj čudovita. Tole pa je njena paletka, Carly Bible, če slučajno katera ne ve. Izdala jo je v sodelovanju z BH Cosmetics in seveda jo je bilo treba podpreti, tako da sem si jo takoj kupila. Zdaj pa čakam, da še tole drugo naprodaj. Mislim, da bo to jutr ali danes, tako da že ko mi čakam, da jo dobim, upam, da ne bo takoj razprodana. Tako da ja, Carly Bible, moja ena in edina najljubša youtuberka.